Ne glih romantičen, divji vikend. Ne, to pač pa res nisem jaz, ne. Kup enih takih čudnih ljudi. Ampak zdaj sem ponovno se prijavil. Kaj? Živijo, gledate video slovar spolne vzgoje. Jaz sem Domen in z vami ugotavljam, kaj pomenijo različni izrazi. Tokrat internet dating oziroma spletne zmenkarije. Večina svaja pa levo, levo pa desno. Pri 18 letih, sicer ne čisto takoj isti dan, ampak ja, v roku 14 dneh enega tedna sem potem se pač odločila za Tinder. Ker sem ravno izšel iz enega dolgotrajnega razmerja. Čisto kot, da sem odprla neko novo možnost. Koronski čas dejansko je bil tisti čas, ko sem jaz osebno, pa tudi moja družba, večkrat uporabljala spletne medije za spoznavanje ljudi. Klinili smo neko normalno življenje in smo pač uporabljali vsa sredstva, ki so bila na voljo. Par zvezd sem probala imeti, ampak niso bili dobri meči. Sem pa našla tudi nekaj spolnih dogodivščin. Na spletnih aplikacijah lahko vsak poišče tisto, kar si želi doživeti v spolnosti in intimnih razmerjih. To je del tega, čemur bi sociologi rekli permisivna seksualna kultura. Znotraj soglasja je dovoljeno vse. Sem Alenka Švab, sem profesorica sociologije na Fakulteti za družbene vede. Naprimer, internet je prinesel velike spremembe, telefoni, računalniki, internet dating. Bolj prihaja v spredje seks za eno noč, se pravi neke prakse, ki niso bile včasih običajne ali pa so bile obsojane. Pričakovala sem en kup enih takih čudnih ljudi, torej imela sem kar nekaj predsodkov. Hkrati pa sem se v to podala v bistvu bolj kot ne iz nekega zanimanja, kako določene stvari, recimo aplikacije, pač funkcionirajo, kako delujejo. Ti moraš ustvarjati marketinško sporočilo za človeka, ki te pogleda in ti nameni 2 sekundi ali 3 sekunde. Sem začela razmišljati o lepih in manj lepih ljudeh, pa v živo se mi to ne dogaja, ker tega nimam nenehno v mislih. Zato sem pa tudi šla z teh spletnih zmenkarij, ker mi to ni bilo všeč. In mogoče sem si prvič ustvaril neko podobo, ki je bila v nasprotju s tistem, kar sem pričakoval od tega. In zanimivo, da zdaj, ko sem veliko bolj odprto napisal, da pravzaprav iščem avanturo, ker si mogoče želim poskusiti neko kratkotrajno razmerje, sem v 24 urah dobil več lajkov kot prej v 2 tednih. Se pa zgodi na Tinderju tudi to, da čeprav si daš filter, da iščeš, ne vem, eksplicitno ženske, oziroma osebe, ki se identificirajo kot ženske, ti prikaže moške, ampak v teh primerih ne swajpaš raje, če te to ne zanima. Zdravo, moje ime je Roman Kuhar, jaz sem sociolog. Vstop tehnologije na ta trg spoznavanja pravzaprav ni nov. Tisto, kar pa je novo, je pa, da tovrstno iskanje ni več stigmatizirano. Za tiste, ki so iskali partnerje žene preko časopisov, za tiste, ki so se spoznavali preko VHS kaset, preko ženitnih posredovalnic, je vedno obstajala neka stigma, vedno obstajala neka predstava, da gre za osebe, ki jim manjkajo neke socialne veščine, da bi lahko spoznali osebe v realnem življenju. Danes pa te stigme pravzaprav ni več. Mlad Slovenec, star 27 let, iz ugledne rodbine, posestnik moderno urejenega umetniškega ateljeja z jako dobrimi okolnostmi, želi si v zakon zdravo, dobro vzgojeno gospodično v starosti od 19 do 28 let z najmanj 10.000 goldinarji gotovine. Ponudbe prejemajo se do 31. TM. TM pomeni tega meseca, za vse, ki ste mlajši od 120 let. Kaj pa danes? Če si simpatična, sproščena, vsaj malo športno aktivna in znaš izražati čustva in seveda zanesljiva in prijazna, lahko tudi včasih nagajiva, veš, kaj mislim, in seveda s časoma ideja družine, potem podrsaj desno. Želje so se spremenile, ampak ne popolnoma. Definitivno nisem pričakovala nekega dolgotrajnega odnosa in razmerja, predvsem zato, ker sem sklepala, da osebe, ki so tam, niso za take zadeve. Sem šla zadnjikrat na Tinder, da se odločim, da ga zbrišem, ker sem imela dosti. Bilo je torej bolj tako spoznavanje novih ljudi, ugotavljanje mogoče, kaj mi paše, kaj mi ne paše in tako.
In sem šla samo še en krog, ne, in se je pač pojavil on in sem se tudi v bistvu nekako zmotila, ampak nekako je potem on naredil prvi korak, začel mi pisati, takoj smo se prestavili v bistvu iz Tinderja na WhatsApp in pa smo se začeli pogovarjati. In jaz sem ga v bistvu zbrisala Tinder in nadaljevala pogovor z njim na WhatsAppu. In na koncu je v bistvu iz tega prišla neka zveza, ki traja zdaj že kakšno leto. Zanimivo je, da je med temi, ki uporabljajo spletne zmenkarije, oziroma še vedno nimamo čisto dobrega prevoda v slovenščino, govorimo kar o internet datingu, vrednota monogamije zagotovo v ospredju. Tudi raziskave kažejo, ne, da pravzaprav te nove prakse so več ali manj mogoče eksperimentalne, kratkoročne, manj pa recimo predstavljajo nek ekvivalent partnerski zvezi. Tako da predstave, ki interpretirajo ta internet dating v smislu tega, da gre zgolj za iskanje nekih hitrih, kratkotrajnih seksualnih zvez, seveda obstaja tudi to, ampak za glavnino je to vrstno spoznavanje ciljno usmerjeno v vzpostavitev nekega dolgotrajnega partnerskega razmerja in izbris teh aplikacij, potem ko nekdo vstopi v partnersko razmerje, je ravno znak tega. Število oseb, ki uporabljajo spletne aplikacije za zmenkarije, se je med epidemijo novega koronavirusa povečalo. Valjda, to vsi vemo. Ampak ne veste pa, da je Tinder recimo marca 2020 zabeležil rekordne 3 milijarde swipov v enem dnevu. Prve aplikacije, prve spletne strani za spletne zmenkarije so bile pravzaprav namenjene seksualnim manjšinam. Specifika spletnih aplikacij za spoznavanje znotraj LGBT manjšine je ta, da zdaj je Tinder tudi postal vključujoč s tem, da si lahko izbere seksualno identiteto in spolno identiteto. Je pa res, da prej se zgodi kak homofoben ali pa transfoben incident, komentar, sovražni govor na Tinderju, kot pa na aplikacijah, ki so specifično namenjene tej skupnosti. V čisto statističnem smislu je spoznavanje v fizičnem prostoru oteženo. Vsak, ki ga srečaš v baru ali pa v neki situaciji na rojstnodnevni zabavi, ni nujno recimo istospolno usmerjen ali pa kaj podobnega, medtem ko spletne aplikacije pa pravzaprav s tem ciljnim iskanjem potencialnih partnerjev lahko to bistveno ublažijo. Prihaja do teh dilem sploh v spletnih portalih, ki jih uporablja LGBT skupnost, da se pojavljajo lažni profili oseb, ki niso deli te skupnosti, ampak grejo raziskovati in potem pride do nekih neprijetnih situacij za tiste, ki uporabljamo te aplikacije. Sami spletni zmenki so sicer meni super, pa pač res treba biti previden pri teh stvarih, ker nikoli ne veš, kdo se skriva za profili. Tudi meni so že ponaredili 2-krat profil. In je v bistvu z Instagrama pobral moje fotke, si dal gor Lovro in so mi punce iz Hrvaške začele pisati, hej, upam, da to nisi ti, pa da ne pišeš tako, in pa sem pogledal, ne, to pač pa res nisem jaz, ne. Če spoznaš nekoga na spletu, si težko 100% prepričan, kdo je v resnici na drugi strani. In tudi v preteklosti so bili nekateri oglasi zelo zavajajoči. Denimo tale oglas, ki ga je napisal Predator. Ja, pametno je biti previden. Ula je na Tinderju spoznala fanta iz Mehike. Po pol leta dopisovanja sta se odločila, da se srečata v živo. V Mehiki. Osebno sem bila zelo mirna, sem verjela, ampak seveda sem pač povedala bližnjim, družini, prijateljem. Od njih sem čutila strah, pol sem začela zelo dvomiti. Gledati nazaj med pogovore, če kaj najdem, da kaj ne gre skupaj. Seveda vse mi je povedal, naslove, številke in pol s tem sem bila v bistvu mirna. Kot vidimo, je z Ulo vse ok. Zdaj sva v redu, zanimivo. On je bil tukaj 3 mesece, se domenujeva za prihodnost, zdaj grem jaz tja. Nam dovolijo, da ostanemo pol leta in grem zdaj prvič za pol leta tja. Ameriška raziskava na velikem vzorcu uporabnikov internet datinga je pokazala, da je 44% vprašanih poročalo o tem, da so preko teh aplikacij bodisi vstopili v partnersko zvezo ali celo se poročili z osebo, ki so jo srečali na internetu. Drugi del te zgodbe je pa relativno visok delež tistih, ki so razočarani potem, ko osebo, ki jo spoznajo na internetu, spoznajo v živo. Se mi je zgodilo kar velikrat, da je v bistvu na spletu tako pogovor bil recimo globok pa zanimiv, pa sem šla na zmenk, pa je bilo v bistvu 1 uro mi je samo razlagal o njegovih domačih pajkih
pač bilo je najbolj dolgočasne ure pa pol mojega življenja. Tako. Če imaš nek interes v to osebo, se še parkrat vidiš, če ne pa jaz kar prekinem, tako malo ghostam, kar je slabo, ampak ja. Glede ghostanja imam kar tako negativno mnenje. Hkrati pa v bistvu, ko se mi je to zgodilo tekom te izkušnje, tega nisem dojemala kot zelo osebno, kot zelo tako, bi rekla, nesramno, neprijetno, ker sem nekako sklepala, da tukaj ne govorimo o nekih prav zelo resnih odnosih, resnih navezavah in zaradi tega potem tudi pač tega nisem vzela tako. Ej, mi vas ne bomo ghostali, nič bat. Imamo še kar nekaj spletnih zmenkov. Kaj pa pomeni tole, ali pa tole, ali pa tole, ali pa ne tole. Ne to. To pa v naslednjem videu našega slovarja spolne vzgoje. Imejmo se radi. By the way, daj spod napiš, kakšne so tvoje izkušnje. Pa če vam je bil všeč video, ga lahko komentirate, lajkate, mogoče pošljete nekomu, ki se vam zdi, da ga tudi more videti. To je to.